Evo, pa smo na koncu jubilejne 20. sezone Oddaj volan in mi kar nekaj časa nav treba gledati šefa. No, pa sem si zrihtal en ful fajn avto in grem na daljšo pot. Najprej na Triglav, pol pa čez vrh na Škrlatico, pa naprej na Špik, tam bom pa postavil šotor. No, ampak se v bistvu sploh ni pomembno, kam grem jaz, tudi vi boste najbrž šli na dopust in na kakšno daljšo pot. Zato vas bo tole najbrž zanimalo. Sam dol moram prijeti. Na Agenciji za varnost prometa sem na primer preveril, kateri dnevi so na cesti bolj nevarni in se jim je fino izogniti, če se seveda da. Agencija za varnost prometa zadnje leto in pol opozarja na nevaren trend. Prevelika sproščenost na cestah med vikendi in dela prostimi dnevi. V bistvu bi radi tu poudarili, da se je lani več kot polovica smrtnih prometnih nesreč zgodila med petkom in pa nedeljo. Podoben trend je pa žal zaznati tudi letos. Težko bi rekli, kateri dan je najbolj primerni, mogoče bi pa lahko izpostavili torke in četrtke, saj takrat v bistvu nimamo teh vikend prehajanj meni. Seveda je še bolj pomembno, da ste spočiti in naspani. Manj kot 5 ur nočnega spanja poveča verjetnost za nesrečo kar za 4-krat, no če boste vozili po noči pa za 6-krat. Tako da lepo počasi in previdno, itak se nikamor ne mudi, ker greste na dopust. Vročina in dolge vožnje sčasoma povzročajo utrujenost, zato na daljši poti načrtujmo več postankov. Želeno je, da se malo pretegnimo, na kratko sprehodimo. Pri daljši vožnji je priporočljivo, da se tudi v bistvu izmenjujemo, če je seveda v vozilu več imetnikov vozniških dovoljenj. Poskrbite tudi za svoj avtomobil in preverite, da imate na njem vsaj tako hude gume kot jaz. Malce hecam. No, ampak vsem poskrbite, da na avtu vse deluje. No, tukaj bi jaz skoraj pručko rabil. Skratka, preverite, da imate dovolj vseh tekočin, da avto ne potrebuje servisa 3 dni zatem, ko boste šli na pot, da je tlak v pnevmatikah okej in da imate vse veljavne dokumente, sploh v teh časih. Tukaj zgleda vse okej, kljub temu, da imam že 37 prevoženih kilometrov. Pri načrtovanju poti v tujino je pomembno, da spremljamo epidemiološko stanje na območju načrtovane poti in pa da preverimo pogoje vstopa v državo. Ja, obtičati nekje na meji je res ni fajn. Joj, pa na otroke in živali ne pozabite. Ja, tole je pa šrafen. Pozorni bodite, da v vozilo ne puščate otrok. Enako velja tudi za živali. Če ostanejo v zaprtem avtomobilu, to vpliva na njihovo telesno temperaturo, tudi če pustimo nekoliko odprta okna. Sam imam obvezno sklenjeno še turistično zavarovanje, kar za celo družino in za celo leto. Pri Triglavu imajo fajnega oziroma imajo več različnih, tako da boste sigurno našli takšnega, ki bo ustrezal vašim potrebam. Se še ni zgodilo, da poleti zaradi nečesa ne bi letel k zdravniku. Vneta ušesa, bodice ježe v nogah in take stvari. Bi bilo najbrž kar drago, tako pa vse uredim brez težav. Da ne bom predolg, ker se mi mudi na Triglav, tamle zadaj vam pa mogoče tudi. Na vodo ne pozabite, v avtu na daljših poteh ne bo vedno dovolj tekočin, ker vročina hitro poskrbi za dehidracijo, vi pa se mimogrede lahko znajdete v kakšnem zastoju. Če imate električen avtomobil, boste te postanke itak planirali bolj pogosto, ker boste itak mogli filati avto vsake 3 ure. Ok, bodite varni in previdni, da boste potem res lahko uživali na dopustu. Pa varno za volanom. Mogoče še najbolj aktualno vprašanje. Ali zavarovanje potovanj v tujino krije tudi to, če v tujini zbolim zaradi okužbe s koronavirusom? Ja, krije stroške nujnega zdravljenja in potovanja domov. Krije tudi stroške bivanja bližnjih, če je zavarovanec hospitaliziran. Višina je odvisna od paketa, ki ga sklenete, vse skupaj pa najlažje uredite kar na spletu.